Lepo pozdravljeni v mojem podkastu Moč besede. Gospod Tadej Pogačar, dobrodošli, hvala, ker ste si vzeli čas, res mi to veliko pomeni. In naj vam zaupam, ste prvi moški v mojem podkastu in hkrati tudi prvi športnik. No, ampak športu in kolesarjenju se bo posvetila malce kasneje. Najprej pa me zanima nekaj o vas. Kdo je pravzaprav Tadej Pogačar, ko ni na kolesu? Če sem lahko malce bolj provokativna, je tista preproga že odpeljana na deponijo in moja kava, ki je pomagala. Hvala vam, da sem lahko tukaj in da sem lahko prvi moški na vašem podkastu. Kdo sem jaz v resnici brez kolesa? V zadnjih letih je kolo zelo velik del mojega življenja, ampak vseeno sploh v off-sezoni in pa takrat, ko so dnevi počitka, vseeno kaj najdem za početi, kar me še veseli poleg kolesarstva. Kaj pa je to? Rad se zapeljem z avti ali pa sem bolj na to smer. Kakšno knjigo preberem, kakšen film, ampak najbolj me pa veseli kaj dobrega pojesti. Zdaj, oba veva, kako so vaši urniki natrpani, pravzaprav ste verjetno kot kovček, tudi jaz se včasih tako počutim, ker vas z ene lokacije na drugo prevažajo, iz enega letala na drugega, pa vendar, a Tadej Pogačar sploh lahko preleži kakšen ves dan, da lahko popolnoma odklopi, se baše z buhtli, štrudljem, čipsom, ali je tudi pri hrani vse to zelo, zelo kontrolirano? Mislim, zelo redko, med sezono zelo malokrat, da lahko res odležiš in ješ karkoli, ker vseeno med sezono moraš zelo paziti, kaj poješ. Večkrat se zgodi, da ležiš in si pol malo bolj lačen, ampak pretrpiš. Zdaj med to sezono pa v bistvu, midva z Urško kar letava levo, desno in ni v bistvu ful časa, da bi preležavala, ampak pojeva dosti štrudla. Dosti štrudla. Ga sami spečete? Ali ga Urška? Zdaj ga je od Urške babi spekla, ampak Urška zna vse speči, tako da kar si jaz zaželim, ona naredi. Super. A ste kdaj se postavil na vago pred tekmo, eno tako, ker cel dan, ne vem koliko, 150-160 km ali pa več, koliko kilogramov je manj po enem takem naporu? Koliko izgubite med tako naporno tekmo? Torej na turu recimo se vagamo vsako jutro pred zajtrkom. Tista je tvoja teža, na katero bi računal vse številke za moč in to za kilodžule. Ampak potem pa v zadnjih 2 letih je tudi zelo popularno, da se zvagamo direkt preden gremo na štart. In potem še po etapi, da lahko zračunamo, koliko litrov vode približno zgubiš. In je kar veliko, če so kakšni zelo vroči dnevi, 5 do 6 ur dolga etapa, zgubiš, vsaj jaz, neverjetne številke, tako 4 kile v 5 urah zgubiš vode in moraš to pol nadoknaditi. Zdaj, vse, kar pravzaprav naredite, ta kolesarski svet in navijači opazijo, zadnje čase nova pričeska recimo, bagete, ki jih vozite v zadnjem žepu kolesarskega dresa po mestu. Meni je recimo zelo zabaval izgovor besede croissant, ko vas je en francoski novinar vprašal. Kako pomembno se vam zdi, gospod Pogačar, da se ob teh naporih, ki jih kot vrhunski športniki imate, lahko še zabavate, torej tudi med samo tekmo in seveda, ko je tekme konec. Predvsem pa se mi zdi fino, da znate zabavati tudi druge. Zdaj z vsemi temi socialnimi mreži ne moreš nič kaj skrivati, vsi vse vejo o vsem, ampak meni je to, da je vsaki čisto objave, je dolgočasno in se mi zdi vseeno, rad se kdaj pohecam in mi je všeč, da tudi fani lahko to vidijo in se poveselijo z mano, če je kaj takega, kakor z bageto v žepu
To je kar popularno med kolesarji, ampak ja, je hecno. Ja. Včasih je težko biti inovativen, a ne? Ampak vi to znate, ne? Ta vaša nagajivost včasih udari ven, meni je simpatična, no? In to opazijo seveda tudi drugi. Ne? Zdaj, ne samo ta vaša sproščenost, gospod Pogačar, mene osebno navdušuje tudi ta vaša družbena odgovornost. Pri enem projektu sem tudi sama sodelovala z največjim veseljem z vami pri prodaji vašega kemperja, ki je šel potem izkupiček v dobrodelne namene. Imam občutek, da se zelo dobro zavedate svojih začetkov, ko si sami niste mogli privoščiti tako dragega kolesa, kot so vrhunska kolesa. Niste imeli vse te podpore, kot jo imate danes v timu United Arab Emirates. Ali gospod Tadej Pogačar tudi zato pomaga, ima svoj Pogi tim, ker ve, kako težko je sfinancirati vrhunskega športnika? Ja, lih danes smo se pohecali, da nek hobi moraš imeti, ampak vsi hobiji so ful dragi, če res uživaš v tem in se posvetiš tem in ja, še posebej potem šport, kolesarstvo še posebej se mi zdi, taka kolesa so tudi do 15 000 evrov, se napravim zdaj, da mora imeti vsak za 15 000 evrov kolo, ampak že kolo za 2,5 je drago in potem ja, prehrana, obleke, čelade, čevlji, to vse nanese še več kot samo kolo, tako da ko sem jaz dirkal, ja, ko sva z bratom dirkala, ko so bila še čisto majhna, vem, da si mi ne bi mogli privoščiti, če ne bi imeli take podpore od strani Skade Roga, tako da zdaj se to časi v zadnjih letih so se dosti spremenili in ja, starši morajo investirati v otroka v bistvu, da dobi kolo in tako naprej. Zato tudi fundacija, ne? Tako, s katero pomagate. Ja, cilj je meni, da gre čim več otrok na kolo. Ja, in da ne rabijo starši zapraviti vseh prihrankov samo za kolo, ki ga bo prerastel čez 2 leti mogoče. Zdaj, morda vam izpadla malce neuka, ampak rekli ste v redu, kolo za 2500 evrov, tole za 15 000, to je kolo svetovnega prvaka. Ne? V čem je ta res bistvena razlika? Kolo je seveda osnovno orodje v vašem športu. Jaz sem si drznila, preden ste prišli tole kolo potežkati. Jaz tako lahkega kolesa še v življenju nisem imela v roki. Kaj so dodane vrednosti? Teža zagotovo, verjetno sofisticirani menjalniki, vse to je plus ali minus, če tega nimaš verjetno. Ja, mislim, da je cena se tudi razlikuje med samimi brendi koles, ene so dražje kot druge, ampak ja, recimo, če kupiš kolo za 5000 pa enega za 10, mislim, da ni toliko razlike. Mogoče v teži, malenkost v teži, ampak verjetno vozne lastnosti so bolj kot ne enake. Ampak ja, če hočeš vsako sekundo pridobiti, moraš investirati v najboljše, zagotovo. Največ pa v svoje telo na koncu. Mišice so tiste, ki ja. pri še tako dobrem kolesu, če jih ni, ne bo dodane vrednosti. Ne bo se sam poganjal. No, zdaj sva mi da malo že zašla proti tej vaši osnovni profesiji, torej kolesarstvu. Včasih, ko sem v kakšni družbi kolesarskih zanesenjakov, se vsi pogovarjajo, koliko kilometrov, ne vem, na mesec, na leto naredijo. Vem, da obstaja tudi ogromno enih aplikacij, kjer pač to merijo, ampak dejva jim tem zanesenjakom postaviti eno letvico, en benchmark, ne. Koliko kilometrov na leto naredi svetovni prvak na kolesu? Ja, mislim, če gledamo na teden, se takrat, ko se trenira, se gleda bolj na ure, ne na kilometre. Tam jaz treniram okrog 25 ur na teden, takrat, ko se gre za res tudi do 30, ampak letos... Plus fitness še verjetno, ne, in vse ostalo. Tudi, ja, vse to lahko štejemo tudi zraven med ure, ampak ja, vsako leto naredim več kilometrov, ampak jaz nisem en tisti ekstrem, ki naredi ful kilometrov, tudi tam, kjer res treniram, je veliko višincev, tako da poprečne hitrosti so zelo manjše, ampak vsem letos se bo nabrali približno 32 000 kilometrov, malo manj, ja. No, toliko jih marsikdo v avtu naredi, ja. Vi pa na kolesu.
Zdaj, gospod Pogačar, leto 2024 je bilo za vas leto presežkov. Statistiko sem si pogledala, 25 zmag, vrnitev na vrh dirke po Franciji, osvojili ste Giro, 2 kolesarska spomenika, Liège, Bastogne-Liège in Lombardija, 4. zapored in seveda češnja na vrhu torte, svetovno prvenstvo. Ne vem, če sem vas že kdaj, nekaj let vas že spremljam, videla tako srečnega, ko ste oblekli tisto mavrično majico, se motim? Po mojem, da ne. To jih je opazil že več, mi je to komentirali, tako da mislim, če pogledam skozi celo leto, je res ta svetovno prvenstvo bilo res tista pika na i. Po mojem mnenju verjetno najlepša, najboljša zmaga, tudi na tak način, ko smo zmagali, se bo težko ponoviti kdaj. Tak suspenz je bil tudi za mene tistih zadnjih par 10 kilometrov, tako da nisem še bil toliko, po mojem, vesel skozi cilj. In mi veseli skupaj z vami. Ampak zame osebno je bila to zagotovo vožnja, ki je jaz ne bom nikoli pozabila, če vas razumem, tudi vi ne. Gledala sem celo dirko in 100 kilometrov pred ciljem Tadej Pogačar pritisne na plin in gre in gre in gre in potem poslušam komentatorje, gospod Hvastija, Tadej že beži naprej. A ste vi malce na svet obrnili to kolesarstvo zdaj s temi vašimi pobegi? Kako to naredite? To je nek instinkt, zdaj čutim, da je to. Ja, mislim, da se vedno bolj dirka na instinkt. Vsi te mlada generacija, ki se zdaj prihaja, toliko stari kolesarji kot jaz, mogoče kakšno leto, 2 starejši, in pa vsi, ki prihajajo za mano, poskušajo večkrat z napadom daleč. Taktike v ekipi, sotekmovalci se malenkost spreminjajo in mislim, da vsaj kot poslušam, delamo kolesarstvo malenkost bolj zanimivo, kot je pa bilo mogoče 15 let nazaj. Je zanimivo, ja, predvsem. Že ko sem vas vprašala o zmagi na svetovnem prvenstvu, ste rekli, smo zmagali, torej ekipa. Kako ste si oddahnili takrat, ko vas je Jan Tratnik počakal na tem svetovnem prvenstvu in pomagal naprej. Ta ekipni duh v kolesarstvu ga mogoče športniki v individualnih športih malce težje razumemo, vendarle na koncu je to individualna medalja, ne dobije ekipa, ampak kako se dogovorite zdaj, kaj bo naredil Jan Tratnik, kaj bo naredil Tadej Pogačar, ostali v ekipi? To je verjetno polno ene strategije v ozadju, ne? Ja, v kolesarstvu je težko narediti en plan in se ga držati. Se med tekmo spreminja. Ja, sploh na svetovnih prvenstvih, ki ne dirkamo dovolj skupaj, ni radio postaji, zelo je na kolesarju in mož zelo veliko sami improviziramo. Tako da svetovno je bila čista improvizacija na koncu. Zaštartali smo z našim planom, potem pa vsak kilometer se je skoraj nekako adaptirali in na koncu se je dirka tako hitro odprla, da smo mogli hitro nekaj pogruntati in smo začutili, kaj treba, se mi zdi, vsi skupaj. In če ne bi bilo Tratnika tam, verjetno tudi sam ne bi šel, tako da to je bila bolj kot ne improvizacija, ampak vsak kolesar mora tudi imeti malo v glavi, da zastopi, kako se dirka. Seveda, večino dela ste opravili na koncu vendarle sami. Zdaj, govorili ste o tem vašem instinktu, kako, kdaj napast. A vas to čez življenje vodi nek ta občutek, kaj je prav, kaj je narobe, ta instinkt, ki ga v kolesarstvu očitno imate privzgojenega? Ja, bi rekel, da kar ja, ampak skozi leta vedno manj na instinkt izven kolesarstva, da sem malenkost bolj previden za sami stvarmi. Slovenci smo v bistvu kar zahtevni navijači. Jaz sama grem osebno zelo, zelo rada na športne tekme, na različne športe. Tam vidim, kako zelo znamo biti v športu poenoteni. Zmage slavimo, poraze pa težko odpuščamo. To nekako Slovenci smo taki. Zdaj en primer se mi je vtisnil v spomin med olimpijskimi igrami. Judoistka Kaja Kajzer je
to grobost, bom rekla, navijačev, ljudi, ki niso bili zadovoljni z prikazanim na tekmi, je to zelo občutila na lastni koži. Jaz sem takrat javnost seveda pozvala, da je treba športnikom ravno v takih trenutkih bolj odločno stati ob strani. Vi ste seveda serijski zmagovalec, ampak vseeno poznate tudi poraze. Spomnim se vašega stavka I'm gone, I'm dead, izgorel sem, mrtev sem. Kako pravzaprav vi prenašate poraz? Kako se kot športnik spopadete s tem? Ja, recimo, če se obrnem na ta moment lani na Turu, je bilo kar, mislim, je bilo kar hudo. Najprej sem bil tako izčrpan, da nisem trezno razmišljal, ampak kar sem opazil, najprej bližnji so bili tudi v stiski, ki so trpeli z mano, ampak sem dobil zelo veliko podpore od fanov, ampak seveda na socialnih omrežjih imajo zdaj vsi lahko rečejo, kar hočejo. Vsi so strokovnjaki. Tako in tudi v tistem trenutku se je najdelo veliko takih, ki me niso podpirali, ampak zdaj malo debelo kožo dobiš, čez šport. Zdaj v 5 letih sem se pa kar navadil, da te negativni komentarji, da jih nekako potlačeš stran, da se jih znaš ogniti, da jih ne vidiš, da se samo obrneš na tisto, kar je pozitivno, ker vedno je isto, na internetu povsod najdeš veliko dobrega napisanega, pa malo slabega, pa se vedno obrneš na tisto, kar je malo slabega, pa misliš, da ti vsi hudo hočejo. Ne, treba je gledati tiste pozitivne. Vseeno, tako kot ste sami rekli, se mi zdi, da večina navijačev razume tudi poraze. Tisti, ki jih ne, pač niso pravi navijači, če sem lahko toliko drzna, da to izrečem. Navijači vas ponesejo. Jaz jih vidim ob trasah s slovensko zastavo. Kako to izgleda? Kaj takrat Tadej Pogačar začuti, ko gre med množico, mimo množice Slovencev s slovenskimi zastavami? A jih sploh vidite? Ja, se vidi, zastave imaš vedno v očeh, zato ker so tiste najbolj nevarne, ker človek zastavo se bo odmaknil v pravi trenutek, ampak zastava lahko malo zakasni, zaplopola in ti gre lahko v kolo in je hitro konec. Ampak na srečo jaz nisem imel še slabe izkušnje z navijači, preveč slabe izkušnje. Vedno ti dajo ful energije, ker je toliko noro vzdušje, vpitje in dobiš nek nov energijo, nov zagon. Zagotovo takrat, ko je bil COVID, ko ni bilo toliko navijačev, smo se počasneje šparali v Klanjsko, kar se recimo zdaj zadnja leta, ko je toliko navijačev, sploh pa za mene, ki je vedno več slovenskih zastav ob cesti, več kot katerih koli drugih, se mi zdi. Ne, tako tudi ostane. Pa dajva končati, gospod Tadej Pogačar, malce imaginarno. Če bi imeli priložnost organizirati eno dirko po Sloveniji, kako bi jo organizirali, ampak vas prosim, da ne postavite preveč zahtevne trase, da po 50 kilometrih ne umrejo, I'm gone, I'm dead, ampak veliko se boste seveda po tujini, po Sloveniji. Kakšna bi bila trasa, da bi tudi Slovenijo recimo kolesarjem pokazali v tisti luči, ki jo poznate, da je iz kolesa? Mislim, jaz imam... Ali pa kje najraje kolesarite, se verjetno nisi tisto traso zbrali, ne? Veliko krajev mi je pri srcu v Sloveniji, od Slovenske Bistrice do Komende, do Kopra, do Kranjske Gore. Tam v teh 4 mestih sem največ prekolesaril v moji karieri, ampak za dirko sestaviti, odvisno, kakšno hočemo. Če hočemo malo bolj ravninsko. Pa gremo prek Murja, ne? Ja, bi bilo tam čisto redu, malo hribčkov. Tam so zelo lepe ceste. V Slovenski Bistrici malo težje narediti kakšen krog. Najboljši trening sem tam odvozil z Roglo, 3 kralji in pa Arehom, vse v enem dnevu.
ampak to ne moreš narediti kot dirko, lahko bi mogoče kot Gran Fondo, ampak bi bilo kar težko speljati. Ampak, A je Vršič ena taka kolesarska meka za hrib še mislim, vedno? da to sem hotel po mojem na koncu povedati, je najboljše poletje, Kranjska Gora, Planica, zapelješ se v Italijo, zapelješ se še v Avstrijo, narediš vrhunske kroge tam. Mangart je en lepših, mislim, da je najlepši klanec, ampak je kar brutalen. Vršič je ikona v bistvu slovenskega biciklizma. Kolikokrat ste ga prevozil do vrha pa dol? Ne tolikrat, lahko bi preštel kar na eno roko, mogoče ne, ampak nisem tolikrat šel gor, ampak zelo rad grem tja. Ja, zelo rad. Gospod Tadej Pogačar, jaz sem vam res neizmerno hvaležna, da ste si vzeli čas, prijetno sva poklepetala. Jaz vam želim še veliko športnih uspehov, predvsem pa, da boste ostal en tak Tadej, kot ga poznamo, dobrosrčen, šaljiv, hudomušen in da boste še dolgo vztrajali v tem športu. Enkrat vsi vemo, seveda pride konec. Ne bom vas vprašala, če razmišljate že o tem, kaj boste počeli, ko bo konec kariere, ker je še mnogo kilometrov in cest pred vami. Predvsem pa ostanite zdravi. Najlepša hvala in vse dobro vam želim. Hvala vam.